mikroplastike, ki je že v okolju, danes ne znamo pobirati in odstranjevati. Verjetno bomo takšne metode še razvili, vendar jih danes nimamo. Zato je naša najboljša pot, da mikroplastike ne spuščamo v okolje. Prepričan sem, da veste, kje v vašem podjetju nastaja mikroplastika. Navedem lahko nekaj primerov. V predelovalni industriji so to morda peleti oziroma granule, iz katerih brizgamo ali vlivamo izdelke. Poskrbite, da vam ta material ne uhaja pri transportu in manipulaciji. Tisto, kar se strese, pa ne odplaknite v odtok, temveč posesajte in dajte med odpadke. Morda plastični delci nastajajo pri proizvodnji in v gradbeništvu med rezanjem, žaganjem in brušanjem. Zaščitite zaposlene, da ne bodo vdihavali teh delcev in poskrbite, da jih temveč ujamete. Ne mešajte jih z drugimi odpadki, ker se lahko enostavno porazgubijo, temveč naj gredo v sežig ali na odlagališče. Delci barv in premazov, ki nastajajo pri obnovi površin, so tudi mikroplastika. Ne spirajte jih v odtok, temveč jih zadržite in dajte med odpadke. Primer blizu morja je obnova zaščitnih premazov plovil. Delci gredo običajno neposredno v morje in jih tam tudi redno najdemo. Sintetična tekstilna vlakna so pomemben vir mikroplastike. Kjer nastajajo, jih zadržite in jih ne spuščajte v okolje. Prepričan sem, da lahko vsakdo pri sebi hitro ugotovi, kje verjetno nastaja mikroplastika in zajezi njen nastanek in izpuste. Mikroplastika nastaja v mikrovirih in pogosto si rečemo, da ne gre za pomemben prispevek. Ampak mikroplastika je tako kot dež, ker vsaka kaplja prispeva, da na koncu dobimo vodotok z uničujočo silo. Pomembno je tudi, da izpusti najprej prizadanejo lokalno okolje, zato ima ukrepanje hitro vpliv na nas same. Upam, da boste v letu 2024 svoje izpuste mikroplastike uspešno zmanjševali.